Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Torej, kot je bilo uvodoma že povedano, ponovno se podajam na pot za kandidaturo za tretji mandat poslanke v Državnem zboru na listi Slovenske demokratske stranke. Zakaj? Kandidiram ponovno, ker se moje delo za naše kraje še ni končalo. Kandidiram, ker projekti v naših krajih stojijo in ker si ljudje zaslužijo več. Želim, da se izpeljejo državni projekti, ki so za naše kraje nujno potrebni. Če spomnim, v prejšnjem mandatu, ko je vlado vodila Slovenska demokratska stranka, smo za naš okraj naredili zgodovinski razvojni premik. Izpeljali smo številne projekte v vrednosti več kot 1 milijon evrov. Zgrajena je bila druga etapa zahodne obvoznice, podvoz z rekonstrukcijo železniške postaje na Pragerskem, obnova športne dvorane v Slovenski Bistrici, izgradnja plezalnega centra, izgradnja kanalizacijskega sistema na Zgornji Plotkavi, obnova šolske kuhinje v Makulah, gradnja nove šole in vrtca na Prihovi in številne druge projekte. Da se popravim, torej projekti v višini več kot 100 milijonov evrov. Razvijali smo infrastrukturo, izboljševali pogoje za gospodarstvo, skrbeli za varnost in kakovost življenja. Torej, to niso bile politične obljube, ampak konkretna dejanja, ki jih je izvedla prejšnja vlada. Pod sedanjo vladno koalicijo pa žal ni bilo mogoče realizirati niti enega konkretnega državnega projekta. Pa ne zato, ker v lokalni skupnosti ne bi bili pripravljeni, ne zato, ker ne bi imeli načrtov in ciljev, ampak zato, ker za naše okolje enostavno ni bilo politične volje in posluha. Namesto razvoja smo se morali boriti proti ukinitvam. Naj spomnim, v začetku mandata nam je aktualna vlada želela ukiniti upravno enoto in s sklicem nujne seje parlamentarnega odbora s strani Slovenske demokratske stranke smo ukinitev tudi uspeli preprečiti. Davčno pisarno so nam najprej ukinili, po številnih poslanskih pobudah in vprašanjih smo si jo uspeli izboriti nazaj. Pred kratkim so nam ukinili dežurno službo na policijski postaji in tudi tukaj ne bom odnehala, dokler je ne dobimo nazaj. Spomnimo se Pohorja, ker so želeli brez soglasja lokalnega okolja postaviti vetrne elektrarne. S sklicem nujne seje odbora v Državnem zboru smo v naši stranki tudi ta poseg uspeli preprečiti. To zagotovo niso bile razvojne poteze za naše kraje, ampak škodljive odločitve, proti katerim sem se v tem mandatu borila za naše ljudi. Danes se še vedno borim, da Slovenska Bistrica ponovno dobi satelitski urgentni center nazaj v mrežo, kot je bilo določeno že leta 2015. Namreč nujna medicinska pomoč ne sme biti predmet političnega preigravanja. Resnica je jasna. V tem mandatu naši kraji torej niso dobili niti enega večjega državnega projekta in ne samo to. Vlada je iz proračuna umaknila že potrjene projekte pod prejšnjo vlado, med njimi kolesarsko stezo od železniške postaje na Črešnjevcu do viadukta v Slovenski Bistrici, ki jo zdaj gradi v okviru lokalne skupnosti, torej občina. Zaključujem svoj drugi mandat, v katerem sem torej zastopala občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole. To so moji kraji in moji ljudje. In če mi bo dano zaupanje, se bom zanje borila tudi v tretjem mandatu. Moje zaveze za prihodnji mandat pa so jasne. V Slovensko Bistrico moramo nujno vrniti satelitski urgentni center, da bo nujna medicinska pomoč dostopna občanom vseh 4 občin. Nadaljevati moramo z izgradnjo tretje etape zahodne obvoznice, ki bo dejansko razbremenila mestno jedro. V Poljčanah in Oplotnici je nujna izgradnja kanalizacijskega sistema. Ti dve investiciji sta za občini preveč finančno zahtevni, zato je potrebna tukaj finančna pomoč države. V Makulah je potrebna izgradnja športnega igrišča in ureditev poplavne zaščite pred izlivanjem reke Dravinje. To niso
megalomanski projekti, so pa konkretne življenjske potrebe ljudi. Če je vlada našla milijone za projekte v tujini, potem mora biti denar tudi za naše ljudi in Slovenija in Slovenci moramo biti na prvem mestu. V naši Slovenski demokratski stranki delamo za ljudi in tako bomo delali tudi naprej z jasnim ciljem: razvoj Slovenije, razvoj naših krajev in dostojno življenje za naše ljudi. Sama verjamem v delo, v povezovanje in da lahko skupaj prebudimo Slovenijo. In dovolite mi, da zaključim povsem jasno. 22. marca bomo izbirali med razvojem in stagnacijo, med odgovornostjo in med brezbrižnostjo, med politiko, ki gradi, in politiko, ki denar pošilja drugam. In zato 22. marec naj ne bo le dan volitev, da bo to dan odločitve, dan, ko se prebudimo in vstanemo v novo slovensko pomlad. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala, lep pozdrav vsem. Nisem vedela, da sem častna gostja, mi je v veselje. Jaz moram reči, da z veseljem sem prišla tudi dati podporo kolegici Karmen Furman. Mi da smo se spoznali prvič, tako kot je povedala, pred 2 mandate nazaj, 2018, ko je prvič zakorakala v Državni zbor kot, bom rekla, še dokaj neizkušena, politično neizkušena. Danes, po teh 2 mandatih, moram reči, da je ena izmed boljših poslank, je tudi namestnica, moja namestnica vodja poslanske skupine in je oseba, na katero se lahko zaneseš, kadar pač potrebuješ to nadomeščanje in pa tudi seveda drugače. Zdaj, tako kot sem rekla, z teh 2 mandatih je Karmen pokazala tisto, kar v bistvu te občine, ki jih zastopa, Slovensko Bistrico, Poljčane, Oplotnico in Makole, potrebujejo. Človeka, ki zna po domače povedati tisto, kar ljudje potrebujejo v tem okolju, in to tudi trmasto vztraja pri tem, dokler njene zaveze volivcem v teh okrajih oziroma v tem okraju in teh občinah niso izpolnjene. Sama je povedala, na katerih projektih je delala v preteklosti in katerih bo delala v prihodnje. In na enem področju, pa ne samo na enem, ampak na enem, kjer moram reči, da imamo stične točke, to je v zdravstvu, je ta satelitski urgentni center v Slovenski Bistrici. Moram reči, da je tudi mene prepričala, in je zelo vztrajna na tem in vztraja, tako da ministrica za zdravje ima že po malem kar zajeten kup poslanskih vprašanj in njenih pobud. In jaz verjamem, da bo s tem nadaljevala seveda naprej, tako kot je sama dejala, dokler to ne bo narejeno tako, kot je potrebno za te kraje. Drugače pa Karmen vztraja tudi, tako kot je povedala, na drugih projektih za te občine. Jaz to zelo spoštujem, zavzemala se je tudi za to, da bi Slovenska Bistrica postala mestna občina. Žal zaradi pač glasov in neodobravanja drugje ni bilo to speljano, pa vendar pravim, vsega, kar se loti, vztraja do konca. Za njo ne obstaja ta ne gre, se ne da, ampak vedno pač najde nove poti, da določene stvari izpelje. Zdaj največ se ukvarja v Državnem zboru, kot veste, tudi, oziroma njeno področje je sociala, kar ni lahko področje. Moram reči, da se ga poslanci kar izogibajo, Karmen se ga ne, in tudi to je velik plus. Teme, kot so dolgotrajna oskrba, pokojninska reforma, jaz moram reči, da so težke teme v smislu vsebinsko in pa tudi strokovno razumeti. In Karmen v poslanski skupini dostikrat razlaga tudi pokojninsko reformo na način, da jo tudi razumemo tisti, ki drugače zelo težko razumemo take stvari, ker je zapletena stvar. Pokojninska reforma oziroma pokojninski sistem je zapletena stvar in moram reči, da res vsa čast temu, da na takšen razumljiv način razloži in tudi prepriča kolege poslance v tisto strokovnost in smer, ki je prava. V tem mandatu je vodila tudi Komisijo za poslovnik. Veste, da v Državnem zboru se poslovnik danes skoraj ne uveljavi več, oziroma je predsednica Državnega zbora napisala svoj poslovnik,
z svojo prakso, tako da imamo s Karmen kar dostikrat pogovor o tem, ali kaj spremeniti ali ne, ali jim nasedati v bistvu na njihove predloge, tako da, ampak Karmen, moram reči, da že sama pride s predlogom, da pač se ne damo in da poslovnik je jasen in da je potrebno spoštovati takšen poslovnik in zakone, kot so danes napisani. Tam, kjer pa potrebna sprememba, kjer je v bistvu prišlo do spremembe v poslovniku s tem, da se zmanjša birokracija oziroma postopki, ki so bili nesmiselni, pa je tudi bila s tem predlogom, recimo v tretjem branju, no, da ne bi na dolgo razlagala. Včasih, ko je bilo tretje branje pri zakonu, smo imeli stališča pa razprave in zdaj tega ni potrebno, ker v bistvu ponavljaš tisto, kar si že, in gre ta postopek hitreje. Tako da, ja, jaz moram reči, torej tako kot sem rekla na začetku, no, bom rekla, politično še ne morem reči nezrele, ampak bom rekla neizkušene, neizkušene osebe je v teh mandatih res Karmen napredovala in jaz verjamem, da v tej volilni enoti bo Karmen dosegla zelo lep rezultat oziroma zelo, zelo dober rezultat in seveda postala ponovno poslanka. To je dobro za vse občine, ki jih zastopa, za volilni okraj, ki ga zastopa. Dobro je pa tudi za Slovensko demokratsko stranko, kajti takšni kadri morajo v bistvu delati ali v državnem zboru ali na ministrstvih, in če bomo imeli večino, torej tisto večino, ki jo želimo v državnem zboru, jaz verjamem, da bo Karmen ena izmed oseb, ki bo na vidnih odločevalskih mestih. Tako da seveda vso srečo na volitvah, vam pa hvala za vso podporo, ki jo dajete Karmen in pa seveda Slovenski demokratski stranki. Hvala. Pri nas pridejo na listo od dobrih najboljši in Karmen spada med te. In v tem volilnem okraju pravzaprav je naslednica dveh Jožetov, predhodnikov. Mi nismo menjavali poslancev v vsakem mandatu, torej prvi je bil Jože Pučnik, drugi Jože Jerovšek in tretja poslanka Karmen Furman. Tudi to nekaj pove, ker Bistrica je pomemben volilni okraj z eminentnimi poslanci in še posebej ni lahko tukaj biti kandidat v Slovenski Bistrici. Z dosedanjim delom je seveda upravičila to svojo izvolitev in jaz sem trdno prepričan, da se bo to zgodilo tudi v tem mandatu. Pa ne zaradi samo neke popularnosti, ampak predvsem zaradi njenega dela kot poslanke. Jaz to od blizu lahko tudi spremljam in imam nekakšno primerjavo med delovanjem nekaterih poslank in poslancev v državnem zboru. Pri njej nikdar ne zasledite, kot temu rečemo, velikokrat nekega blebetanja, brez argumentov, brez utemeljitve, nobene razprave z neke pozicije moči, ampak vedno z pozicije argumentov in orisa nekega dejanskega stanja, problematike in tudi dobrih stvari, in kot taka seveda je lahko tudi uspešna. Predvsem uspešna kot poslanka takrat, ko smo v večini in ko smo na oblasti. Težko je biti zdaj uspešen v primerjavi z poslankami, kot je predsednica državnega zbora, pa Tina oziroma ta Grgurevičeva iz Maribora, pa še kakšna Tamara Vonta in take poslanke. Zdaj sem namerno vzel primerjavo z ženskami, pa tudi med moškimi
se najdejo takšni tipi, kot sem jih prej omenil. Njeno prizadevanje za te kraje, te občine, ki sestavljajo ta volilni okraj, je neverjetno, ne? Tu ne gre za njeno popularnost, gre dejansko za ljudi, ki tukaj živijo in delajo, in za njihove pogoje življenja, razvoja in seveda udejanjanje njihovega življenjskega poslanstva tukaj in v tem okolju. Te volitve, kot je bilo že rečeno, bodo dejansko, so zelo jasne v izhodišču. Gre za to, kot je naš predsednik dejal na konvenciji, da gre za pomembno razliko med tistimi, ki ustvarjajo, gradijo, in na drugi strani med tistimi, ki zapravljajo in rušijo. To je seveda razlika kot dan in noč, in seveda ni nobenega dvoma, kdo si pravzaprav zasluži podporo. Jaz verjamem, da bodo volivci in volivke v našem volilnem okraju, pa ne samo v našem, po celi Sloveniji, prepoznali to razliko in namenili zmagovito podporo naši stranki. Ta podpora pa ni dovolj, da je samo zmagovita, mora biti pravzaprav tudi takšna, da se bo ta program, ki je bil najavljen, dal tudi z primerno večino, govorimo o večini razuma v državnem zboru, tudi izpeljati in uresničiti. Vso srečo želim in uspeh na volitvah. Lep pozdrav še vsem skupaj tudi v mojem imenu. Zdaj, moji predhodniki so že kar nekaj tem odprli. Jaz bi šel mogoče malo bolj pragmatično v to zadevo. Predvsem dve točki se mi zdita tukaj pomembni izpostaviti. Prva je to, zakaj imeti svoj glas v državnem zboru, v parlamentu. Druga zadeva pa je seveda tisto, kar je dobro za naše kraje. Nekaj o tem smo že tudi danes slišali. Zdaj, zakaj imeti svoj glas v državnem zboru? Jaz mislim, če ne bi imeli glasa v državnem zboru, danes bi se že sud zgradil na neki drugi lokaciji. Skoraj prepričan, da če ne bi bilo tukaj intervencije s strani naše poslanke, pa seveda tudi s strani občin, ki so prispevali nekaj manjši delež v tem kontekstu, bi eni projekti že bili drugje, zaradi takih ali drugačnih intrig. Nazadnje pa tudi, kot veste, ta projekt je bil takrat leta 2022 še na seznamu, da se naredi v Slovenski Bistrici, pa se potem zadeva postavila na glavo. Tako da zelo pomembno je, kdo nas zastopa v državnem zboru. Zdaj, da je naša poslanka Karmen Prodorna, je eno, kar mi rečemo. Če ste pa sledili, nazadnje je bila ena anketa na Maribor 24, kjer so bila anketa okoli 11 poslancev, ki delujejo na širšem mariborskem področju, in je bila tudi izbrana kot najbolj prepoznavna poslanka v državnem zboru, kar zagotovo lahko mi tukaj tudi potrdimo. Tako da eno je imeti glas v državnem zboru. Jaz vem, da zdaj, ko se bo začela volilna kampanja, bo dosti besede, lahko imamo 2, 3 in da bo boljše za naše kraje. Če gremo gledati zadnjih 20 let nazaj, vidimo, da smo imeli samo enega ali pa nobenega poslanca. Ker z drobljenjem glasov dejansko se zgodi to, da nimamo nobenega glasa. V letu 2014 do 2018 smo bili brez tega glasu v Ljubljani. In tudi jaz mislim, da trenutno glede na dano situacijo v našem okraju, Slovenska Bistrica, ki obsega glavnino, bom rekel, občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica, je možno za izvoljivo samo enega kandidata v državni zbor. Te zakonitosti zdaj že obstajajo skoraj 20 let. Verjamem pa, da bodo nekateri skušali volivke in volivce prepričevati v nasprotno, ampak sem skoraj prepričan, da bo situacija po 22.3. takšna, kot je bila zadnjih 20 let. Se pravi, drobljenje glasov zna biti problematično.
Zdaj, jaz bi se vseeno malce dregnil tudi do določenih kandidatov, ki kandidirajo tukaj v našem okraju oziroma so neformalno že tako znani. Preseneča me, da je trenutno največja vladna stranka ponudila kandidatko, ki je iz Maribora. Jaz močno dvomim, da bo se nekdo, ki je iz Maribora, ukvarjal z našimi kraji. Druga zadeva, Socialni demokrati ponujajo kandidata. Po teh 4 letih, ko so imeli oblast, Blatno in Škarje, niso uredili statusa na Sankarici, kar so še leta 2021-2022 tako upili, kako je treba narediti, ko je bila ena druga oblast. Sedaj, ko so pa imeli 4 leta možnosti nekaj urediti na tem področju, pa se nič ni uredilo. Mislim, da bo taka situacija tudi naprej, vkolikor bodo dobili še priložnost za en mandat. Medtem pri ostalih kandidatih, pa koliko smo zdaj zaznali, nekih bolj danes znanih imen nismo zasledili. Tukaj še seveda enkrat apeliram na to, da drobljenje glasov lahko povzroči to, da na koncu ne bomo imeli nobenega poslanca v državnem zboru in ne imeti glas je lahko zelo škodljivo za naše kraje. To je ena zadeva, zdaj druga točka, na katero bi se pa osredotočil, pa je tisto, kar je dobro za naše kraje. Tu si gledamo malce egoistično, treba biti pošten. Za mene se meri uspešnost neke vlade, poleg tisto, kar so nacionalne teme, tudi v tem, kar se v lokalnem okolju naredi. Kateri projekti se dejansko izvedejo in preko katerih se izboljšuje nivo, bom rekel, nas trenutno, pa tudi generacij, ki prihajajo za nami. Zdaj, poslanka je že omenila tisto obdobje 2022, res je, da je tukaj šlo za zgodovinski znesek projektov, ki so se realizirali v naši občini. Seveda glavni projekt je bil Pragersko, podvoz in vozlišče. In je treba vedeti, da zato tudi obstajajo dokumenti, vkolikor ne bi leta 2020 prišlo do spremembe vlade, se ta projekt ne bi realiziral tako, kot se je. Zakaj? Ker je bil plan narejen, da se bodo sredstva preusmerila v neke druge projekte, tukaj pa bo samo šlo za ojačitev tirov in bi bila zadeva rešena. Tako da hvala Bogu, da so se takrat zgodilo, kot se je zgodilo, da so eni vrgli puško v koruzo, ker je bilo breme preveč veliko in so prepustili drugim. In takrat se je tudi realiziralo dosti ostalih projektov, največjih projektov, od tudi druge etape zahodne obvoznice, pa do športne dvorane, do plezalnega centra. In kar je še zelo pomembno za nas občine, da je bila primerna poraba realno se dvignila. Primerna poraba se zdaj dviguje, ampak vi morate vedeti dejansko, koliko pa grejo storitve investicij gor. In mi smo to vedno na sejah občinskega sveta tudi govorili, da mora biti realna vrednost večja. Zakaj? Ker drugače ne pomaga tebi, če se ti primerna poraba dvigne za 5%, če so pa investicije šle bolj za 10%. Praktični sistem nič naredil. Nas žalosti, da tisti projekti, ki so že bili zastavljeni in tudi dogovorjeni, sredstva rezervirana, kot je kolesarka Slovenska Bistrica, železniška postaja, so bili z prihodom nove vlade črtani, pa ne zato, da ne bi bil denar, ampak šlo je za isto zadevo prerazporeditve sredstev, kot je bilo takrat mišljeno že leta 2020 glede Pragerskega. Zdaj, da je manj denarja tudi pri nas, je tudi dejstvo, da trenutna vlada zelo slabo črpa evropska sredstva. Morate vedeti, da smo skoraj na zadnjem mestu, prej smo še bili v samem vrhu leta 2022, to so primerljivi podatki, jih lahko preko Eurostata tudi preverite. In kaj to dejansko pomeni? Manj sredstev pride iz Bruslja na ministrstva, manj je razpisov, manj se občine prijavljajo. In tudi to je nek trend, ki ga bo treba obrniti, zato jaz apeliram tudi na vse volivke in volivce, da podprejo v našem okraju našo kandidatko in našo stranko, da bo tudi dovolj močna, da bo lahko sestavila trdno vlado in da se bo potem ta, bom rekel, negativni trend, ki je trenutno, kar se tiče črpanja evropskih sredstev, kar se tiče sodelovanja z občinami, obrnil ali pa vrnil na tisti tir, ki je bil 2020-2022, predvsem zato, da se zažene novi investicijski ciklus, ker občine same s svojim sredstvi ne morejo zagnati takšnega investicijskega ciklusa, kar bo seveda dobro za naše kraje, za nas vse in seveda za generacije, ki prihajajo za nami. Tako da tukaj še enkrat apeliram vse volivke in volivce, da
pragmatično razmišljajo in da se odločijo za to, kar je dobro za naše kraje. Hvala lepa. Kaj vse je še potrebno narediti v Bistrici oziroma kateri objekti so tisti, ki so najbolj potrebni obnove? Ja, res je, tako kot ste dejali, v času mandata vlade, ki je vodila Slovenska demokratska stranka, smo doživeli v Bistrici res zgodovinski preboj za realizacijo projektov. Več 100 milijonske investicije so se tukaj izvedle, zadnji mandat pa žal prav noben konkretni državni projekt, da bi lahko pohvalila trenutno vlado, ker se tukaj dejansko nič ni naredilo. Seveda izzivi v vseh 4 občinah v mojem volilnem okraju pa ostajajo. Tako sem si sama zadala nekako v Slovenski Bistrici zagotovo ponovno umestitev satelitskega urgentnega centra nazaj v mrežo, kajti nujna medicinska pomoč je tista, ki si jo seveda vsi državljanke in državljani zaslužijo enakovredno. Pa v bistvu Bistrica in pa okolica ni tako majhna po številu prebivalcev. Ne, seveda ne, smo ena izmed večjih občin v državi, tako da popolnoma nerazumna odločitev, zakaj so nas vrgli ven iz mreže satelitskih urgentnih centrov, čeprav je bil zdravstveni dom Slovenska Bistrica vse od leta 2015 umeščen v to mrežo. Zdaj, zakaj takšna odločitev, ni bilo jasno argumentirano, tako da zagotovo torej nazaj satelitski urgentni center, potem nadaljevanje 3. etape zahodne obvoznice, da se razbremeni mestno jedro, ker vidimo, kakšni zastoji nastajajo v Slovenski Bistrici, ko se karkoli zgodi na avtocesti. Potem v občinah Poljčane in pa Oplotnica izgradnja kanalizacijskega sistema, kajti brez podpore finančnih sredstev za strani države ti 2 občini zagotovo ne bosta zmogli izvesti takšne investicije, in pa v Makolah športno igrišče ter pa sanacija reke Dravinje, ki ob malo večjih nalivih kaj hitro poplavi. Torej, ni potrebno denarja za te zadeve v Veliki Kladuši, potrebna je Slovenska Bistrica. Potrebna je Slovenija, naše kraj, in seveda jaz se bom pa borila za svoj kraj, za vse svoje 4 občine, da se denar investira tukaj za razvoj naših krajev in za boljše življenje naših ljudi. Poleg tega imate tudi problem zaradi tega, ker policija zvečer ne dela več? Ja, uspeli, pod narekovajem, so nam ukiniti dežurno službo na policijski postaji po noči, in tukaj seveda je že sledila moja poslanska pobuda, zahteva in poslansko vprašanje, da dobimo dežurno službo nazaj. Jaz sem optimist. Kakšen je bil odgovor? Odgovora ni bilo. Odgovora še ni bilo, pa glede na to, da so pred nami državnozborske volitve, ga verjetno tudi ne bo. Ampak uspeli smo nazaj pridobiti davčno pisarno. Tukaj so nam je tudi ukinili v začetku mandata te vlade in potem po mojih vztrajanjih je pisarna nazaj odprta, tako da jaz verjamem, da če bo prava vlada z posluhom, se bo potem tudi v naših krajih to nazaj realiziralo, kar je bilo dobrega. Zakaj je po vašem mnenju to tako, da ti manjši kraji ne dobijo priložnosti, da nekako zaživijo? To je mogoče vprašanje bolj za leve vlade, ki dejansko vedno težijo k temu, da se vse centralizira in ukinja na podeželju. Tako da zakaj takšna politična agenda? Jaz mislim, da je to vprašanje za njih, ampak za nas pa zagotovo ne samo, da govorimo, ampak smo s tem tudi dokazali, da nam je pomemben razvoj vseh krajev in da vidimo dlje od Ljubljane tudi čez Trojane tudi v naše kraje. Torej, če boš ponovno izvoljena za poslanko, se boš zavzemala, da se tudi Slovenska Bistrica in okolica sliši v Ljubljani? Absolutno. Tako kot sedaj v 2 mandatih, če bom dobila ponovno zaupanje volilcev, se bom maksimalno trudila in si prizadevala za razvoj vseh 4 občin v mojem volilnem kraju, torej Slovenske Bistrice, Poljčane, Oplotnice in pa Makole. Gospa Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS. Najprej seveda, zakaj ste prišli danes v Slovensko Bistrico?
Ja, prišla sem na povabilo magistrice Karmen Furman za njeno podporo, tako z veseljem, resno. Tako da ja, to je bil glavni namen. Sicer pa lahko rečem, da ste v parlamentu zelo glasna zagovornica tudi vrednot, ki jih ima SDS. Sicer pa kako je ta 4 leta bilo v parlamentu, kar veliko besed je bilo izrečenih, kar nekaj opominov ste tudi dobili in tako naprej. Kako je bilo delati ta 4 leta? Ja, poznajo me, oziroma poznate me kot zelo glasno. Jaz pač ne šparam besed. No. Zato, ker se mi zdi, ker vem, da delam dobro in da zastopam vrednote, ki jih imajo tudi naši člani, naši podporniki, naši volivci in tudi, zdaj je vedno več državljanov, tudi ostalih, torej, ki bodo zdaj tudi podporniki in člani, upam, da. Zdaj v teh 4 letih, ja. Sprašujejo me tudi, kaj je bil naš največji dosežek v teh 4 letih in tudi vi nekako ste me to vprašali, ampak največji dosežek se mi zdi že skoraj da, pa ne mi zamerite to, da smo preživeli ta 4 leta. Da smo preživeli ta 4 leta, moram reči, popolnega nereda, kaosa in žaljenja in vseh teh zadev, ki smo jih doživljali strani predvsem poslank Svobode, je bilo kar naporno, no, neke nove parlamentarne prakse, nespoštovanje poslovnika, nespoštovanje zakonov in zato večino glasov, ki jih imajo, ne, ki so jih imeli 50 glasov, so lahko v bistvu delali, kar so želeli. In naša opozarjanja niso več zalegla, sploh niso prišla do izraza in zato tudi nismo bili prisotni na kolegiju predsednice Državnega zbora, ker nismo pač podpirali teh zadev, ne. Kaj je potrebno spremeniti, da se kaj takega ne bo več dogajalo? Ker to je v bistvu, če tako povzamem, čista diktatura. Ja, v bistvu je šlo za vzpostavljanje diktature, kar njim ni odgovarjalo, so pač zavrgli oziroma jemali so tudi besedo poslancem. To se prvič v Državnem zboru zgodilo, da so vzeli besedo opozicijskemu poslancu in ko pravijo, želeli smo sodelovati, pa niste želeli sodelovati. Glejte, oni so sodelovanje si predstavljali tako, da bi bili mi tiho. Ne? Oni pa bi izpeljali svoje tako imenovane reforme. Zdaj, kaj je treba spremeniti? Zelo enostavno je to. 22. marca je potrebno iti na volitve in voliti Slovensko demokratsko stranko in potem, da tudi mi dobimo večinsko vlado, ker zdaj še nismo imeli večinske vlade. Z večinsko vlado pa se da marsikaj narediti. Ne govorim o revanšizmu. Govorim o tem, da je potrebno speljati zadeve, ki so dobro Slovencev, dobro države, da nas ne bo prehitevala kmalu, tako kot je bilo rečeno tudi Srbija. Mi smo vendarle v Evropski uniji 2-4, v evroobmočju, šengenskem območju, ta vlada pa se obnaša, moram reči, zelo nehvaležno, celo sovražno do državljanov. Arogantno, tako, ja. Pravkar smo slišali, ko je Karmen govorila o tem, kaj vse je potrebno v Bistrici storiti oziroma se ni v teh 4 letih naredilo. Tudi vi letos se kandidirate na volitvah. Povejte, kaj vse bo potrebno narediti, če stranka SDS prevzame vodenje države? A veste, zdaj, če začnem naštevati, potem res ne bodo samo 2 besedi. Program smo predstavili na volilni konvenciji v soboto, jaz mislim, da je zelo dobro predstavljeno. So pa to področja, bom rekla, prednostna področja so tista, ki jih ljudje zaznavajo kot slaba področja. To je od varnosti, zdravstva, sociala, torej to so nekako področja, ki jih je potrebno najprej urediti. In vse tiste nepravilnosti oziroma zadeve, ki so slabo državljano odpraviti, kot je recimo nov ta prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence, plačujejo nekaj, kar ne dobijo. To ni v življenju, ni normalno, da ti plačaš recimo kavo, pa je ne dobiš. Kolikrat ljudje plačajo kavo, pa je ne dobijo. Ne? To potem področje zdravstva, ne? Kjer so za ideologijo v bistvu zdravnike iz zelo uglednega poklica spravili na stopnjo razrednih sovražnikov. Pa niso zdravniki krivi za tisto, da ljudje čakajo, ampak krivo je regulator, torej ministrstvo, vlada, ki sprejema takšne odločitve, da se to dogaja. Potem je tukaj varnost ilegalnih migrantov, ki dobro vemo, da po vseh konvencijah človek, ki vstopi v tujo državo, v neko državo brez dokumentov, tam ne more biti vrnjen torej v prvo varno državo. Ne? In dosledno to spoštovanje in na prvo mesto postavljati Slovenke in Slovence. Torej, da ponoviva. Da nihče ne pozabi, torej 22. marca
vsi na volitve, obvezno iti voliti, vsak na svoje volišče in glasovati za Slovensko demokratsko stranko.